Tudi v teh poletnih dneh, ko je veliko ljudi na zasluženem dopustu, so seveda nekateri oziroma veliko delavk in delavcev tistih, ki živijo v skrbi, ali bodo imeli jutri plačo, ali bodo še imeli delovno mesto. Prevent je samo ena izmed zelo težkih zgodb, ki se dogajajo v zadnjih 2 letih. Nismo niti slučajno pozabili tudi na Muro in na vse tiste velike sisteme, ki jih danes skoraj da ni več. No in kaj je skupnega v teh sistemih? Predvsem to, da izgubljajo delo ženske. Ženska delovna sila. Verjetno tiste ženske, ki prihajajo iz različnih manjših vasi, manjših krajev, večina od njih ni imela nikoli priložnosti, da bi se izobraževala. Da so bile šivilje, pridne šivilje, ki so vsak dan hodile na delo in po tistem jih je seveda čakalo doma še verjetno veliko ženskega dela in še kaj zraven. No in danes so pred vprašanjem, ali je za njih sploh še kakšna prihodnost, ali je za njih sploh še kakšno upanje. Seveda so med njimi tudi moški, ampak v tej šivilski branži, v tem, kjer so potrebne te ročne spretnosti, so večinoma res ženske. In moramo se vprašati v naši družbi, kam bomo pripeljali, kam ta vlada pelje državo. Ali jo pelje med socialne podpirance, ali bomo pripeljali državo nekam, kjer bo prostor za nova delovna mesta, za kreacijo, za znanje, za vse življenjsko učenje. Kajti tudi, če so te šivilje, nekatere stare 50 let, ne pomeni, da se ne morejo nekaj novega, nekaj dodatnega naučiti, da se jih ne da uporabiti v neko koristno delo, ki je seveda plačano. Ampak zato mora država vzpostaviti tisto okolje, podjetniško okolje, v katerem bodo lahko ljudje, ki sicer nimajo posebnih povezav, ki tudi niso visoko izobraženi, da bodo lahko prišli do svoje ponovne priložnosti, ki si jo zaslužijo. Jaz sem napisala pismo tudi predsedniku vlade, Borutu Pahorju, ravno iz razloga, ker je katastrofa, da smo skoraj pozabili o Sloveniji, da 40 000 delovnih mest manj. V več kot enem letu jih je 40 000 ljudi izgubilo delo. In da popolnoma zdaj že normalno vzamemo za to, da če jih bo recimo v Muri 25% tistih, ki dobijo novo delo, pa recimo obljubljajo, vlada obljublja, da jih bo v Preventu 600 od 1200, to še ne pomeni, da na vse ostale lahko pozabimo. To še ne pomeni, da se lahko sprijaznimo, da vsi ostali ali vse ostale so preprosto zaključili svojo delovno zgodbo, da so zaključili občutek, da so potrebni na tem svetu. In zato sem napisala predsedniku predloge, kaj bi seveda vlada in institucija lahko storila. Samo zato je treba imeti voljo, treba je imeti srce in treba je čutiti s tistimi ljudmi, ki so danes v resnično brezupnem stanju, kljub času počitnic in poletja.